Zdaj sem jaz, ne? Ja. Banda, zdaj pa je z nami človek, ki je, če verjamemo v Wikipediji, širši slovenski javnosti postal znan kot podcaster in vodja platforme Aparatus. Anže Tomič, Tomo, podcast Sultan. Zdravo. Živijo. A si sam uredil Wikipedijo? Ne, dejansko nek človek obstaja, ki je to napisal, ne vem, kdo je. Oziroma ne, za enega vem, kdo je, ne vem, če je on to napisal. V resnici poznam človeka, ki ureja Wikipedijo, ni važno. Mislim, Wikipedija lahko vsak ureja. Več ali manj. Ja. Tako da lahko bi bil jaz. Pa Nisem jaz, obljubam, da nisem jaz. Kako lahko ljudje to urejajo, pa nikoli ne veš, če je zares, ne? Če recimo boste delali kakšne seminarske, je fajn kaj preveriti. Premisa Wikipedije je, da so gor stvari, ki so preverljive na njihov način, ne pa nujno resnične. Ker resnično pa preverljivo ni isto. In da zdaj preverimo pri tebi, vse, kar piše na Wikipediji, te res. Več ali manj. Sem Anže Tomič, podcastom in Aparatus obstaja, ja. Če zdaj prevedemo v slovenski jezik to, kar piše na Wikipediji, ne? Ja. To, kar je lepa afna za YouTube, ne? To si ti nekako za podcast v Sloveniji. Ja, ampak zato, ker tako, kar zgledam, sem se raje odločil za audio, ne za video, ne. Ampak lahko imaš pa v bistvu zraven podcasta tudi video, zakaj ga nimaš? Zaradi tega, ker ne vem, kdo bi to gledal. Ker vi tukaj dejansko stvari zmontirate, ne slabo, če lahko rečem. Lahko? Daj povej še enkrat. Vi to normalno zmontirate, da je gledljivo. Ne? Zdaj dva človeka gledati, ki se pogovarjata 1 uro, ne? S tem, da potem bi imel, ne vem, 2 kadre, pa v bistvu kar dolg čas. Ne? Imamo? Ja, in akcija. No, daj še enkrat. To je ful hotel. Da sem to naredil. To non-stop gledam. Ne, okay, Ampak kaj pravzaprav sploh je podcast, ne? Kim Binc pravi, da je to tisto, ki se 3 tipi dobijo na kupu, pa ful cenijo svoje mnenje. Ja, mislim, cenijo svoje mnenje lahko vsi, ne samo tipi. Se mi zdi pa, da je podcast zelo širok pojem, ne? Ker gre lahko za zelo dodelano audio posnetek z veliko montaže in gre pa lahko tudi za 2 človeka data mikrofon pred sebe in se pač pogovarjata, odvisno od samega podcasta. Kako ti je pa kaj blizu termin slovenskih poddaja? Mi ni. To se je Jonas Žnidaršič zmislil že zelo dolgo nazaj. 3. januarja. Ja, 1852. Bil je hladen dan. Ja, ne, mi ni. Meni se bolj dopade, ko je potem, mislim, da Lenart Kučič je v Sobotni prilogi enkrat napisal podcast s K-jom in mi je to dosti bolj všeč. Pri audio jaz zelo tako razmišljam vse stvari, ki bi jih lahko sporočil samo z glasom, pa ne bojo preproste. In ta poddaja s tema 2 istimi črkami je pa zelo tako, no. Zakaj pa ASMR-jev ne delaš? ASMR podcastov? Jaz imam mikrofon, ki je tak začetni mikrofon za ASMR, nikoli se nisem tega lotil, no. Ker se mi zdi, da je to neka luknja, v katero če padeš, ne vem, če vam prideš, bo recimo. Lahko probaš. Ne bi, res ne. Pa ne vem, kolikrat lahko rašide gladiš in ti to pač dogaja. Ampak kaj pa so recimo neke najbolj aktualne teme na podcastih ali pa kaj tisto, kar potegne? Predvsem je to, no, da zaradi tehnologije, ki je toliko dostopna, res polje zdaj toliko odprto, da se vsak lahko loti, kar je super, ne, je pa res, da ni nujno, da bi vsak mogel delati podcaste, ker so tudi slabi podcasti, to je treba vedeti, ne. Pa ne samo tehnično, tudi vsebinsko, tako da zdaj kaj najbolj vleče je zelo vse pa nič, ne, odvisno tudi kakšno publiko hočeš, ne. Jaz mislim, da v Sloveniji je treba iti vse na malo širše, da sploh dobiš neko konkretno publiko, ne. Jaz pa imam to vedno dajem kot primer, imam kolega, ki dela podcast o kulijih. Tako da kulije. Ja, ampak je verjetno v angleščini, ne? Je pa v angleščini, to je pa treba povedati. Ja, slovenski trg mogoče ni čisto za kulije. Za kulije. Čeprav, ne, jaz ne vem, vsi nedvomno se najdejo ljudje, ki bi jih tudi to zanimali. Začnimo z voščenkami, recimo. Ti delaš podcaste, recimo eni, ki so zelo vsebinski, drugi, ki so pa joke. Ja, milo rečeno. Kako se pripraviš? Na te vsebinske se pripravim tako, kot na vsako drugo vsebinsko stvar, ne. Pač delaš raziskave in potem imaš listek papirja, kjer stvari pišejo. Jaz ga sicer stran vržem pred mojimi intervjuji, no, zato da je pogovor čim bolj naraven. Tam, kjer so pa šale, če bi pa tisti proces jaz znal nekako popisati, bi mogoče lahko še kaj zaslužil. Tako da ti se pa res, gremo reči, da kreativnost na nek zelo čuden način, ki jaz ne znam razložiti. Časovna omejitev? Je pa ni. Jaz resno poslušam en podcast, ki traja v bistvu 3 minute, ne, kjer se dva pogovarjata, ali je neka reč robot ali ne. Reče se mu robot or not. In je traja poprečje, mislim, da je 3 minute, potem pa poslušam na drugi strani spektra, poslušam pa enega, ki mirno lahko traja tudi 2 ure in pol. In pač vse poslušam. No. Kako si pa ti predstavljaš svojega podcast poslušalca? Kje? Na WC-ju sedi ali se vozi z vlakom? Kaj počne?
Mislim, glede na to, kaj vse sem jaz počel že med poslušanjem podcastov. Povej več, kaj je. Mislim, vse to, kar si naštela, pa še kaj zraven. No. Načeloma si predstavljam nekoga s slušalkami v šesih in ki to posluša na telefonu. S čemer so podcasti absolutno največ dobili, ne, z mobilnimi telefoni in ostalim. Jaz te moram zdaj ful razočarati. Jaz ful na računalniku poslušam in si dan gor, ko kuham. Nekaj je res na temo, no, ker podcast je odlična sekundarna dejavnost. Ne. To je mogoče ena redkih stvari, ki jo lahko počneš, ko počneš tudi nekaj drugega. Ne. Zaradi tega, ker je sekundarna dejavnost, ne, je zelo pomembno, da je dober zvok. Ja. Se mi zdi, da ko ljudje sami ustvarjamo vsebine ali pa ustvarjajo vsebine ali pa tudi ustvarjate vsebine, včasih pozabijo na tisto tehnično plat. Tako da zdaj, če greva ABCD podcasta ali pa podcasta, kaj je treba biti pozoren? Ja, na zvok, tako kot si rekel, to vem, da je... Ne rabim te, pa res, da je to enako res pri videu kot pri audiju. Ok, ampak zdaj recimo, da jaz hočem naenkrat delati podcaste, ker meni televizija ni več dovolj in jaz hočem biti tudi slišana, ne? Ja. Kaj rabim? Rabiš en mikrofon, to se pač da kupiti že od 50 do 100 evrov, če človek ve, kaj kupuje, se da že kar dosti dobre mikrofone dobiti. Zdaj, kar je pa super, kar ni bilo res, ko sem jaz začel, obstaja par takih storitev, kjer jim daš res po 5 evrov na mesec, no, ali pa 10 evrov na mesec, ki ti postavijo in spletno stran, ti nudijo prostor za to MP3 datoteko, potem naredijo ta RSS vir, ki ga dodaš potem v Apple Podcast in se od tam naprej širi. Tako da lahko, ko imaš enkrat vsebino, lahko praktično sam rukneš na net in ljudje bojo poslušali. Ja, no, če bojo poslušali, je spet pol vprašanje, ampak ja, jaz še zmeraj mislim, da je še veliko možnosti. No. Kaj to sploh je podcast? Tukaj je nekako glasbe, MP3 glasbe, ne šel na internet, je šel tudi za pač govor, ne, in to je podcast, da je daleč najboljša opcija za take vsebine. Predvsem je fajn, ker je pač na odprtem standardu, jaz to zelo resno jemljem. No. Kar nekako, če prevedemo, dejansko podcasti so vseeno malo tvoji, ne, YouTube pa ti daš dejansko svojo vsebino. Je pri tebi, ne, nekje je v tvoji lasti, neko daš pa ti YouTube video pod YouTube, ne, to je res pomembna razlika, no. Kolikrat pa se greš ti nazaj poslušati na svoj podcast? Z veseljem in nasmeškom na obrazu. Moj bog, ne, to, kar sem se že preposlušal, ni zdravo. No. V resnici je pa res to tudi nujno, ker edin tako lahko napreduješ. No. To jaz vedno rečem, da začetni podcasti te mora biti malo sram. Oziroma, to je v življenju načeloma kar pravilo. Ne. Sklepam, da tebe je tudi sram za te prve osvežilne fronte, ne, proti tem zdaj. Ali so bile že cel cajt isti, no. Sam gor, že začeli smo visoko. Sam pravim, če gre non-stop sam gor, je bilo enkrat nižje, ne. In tako mora biti. Jaz mislim, da tako mora biti to želeno, da ko nekaj začneš, si v bistvu dosti za nič, potem pa to izpopolniš, ne. In ko za nazaj gledaš, te je lahko malo sram, ampak ko veš, kam si prišel, se pa lahko dobro počutiš. Ne. To šteje. Koliko rejaš? Jaz sem zelo fan, Američani temu rečejo live to tape, tako da se snemajo stvari tako, kot da so v živo, ne? Ker se mi zdi, da to da tudi neko, strokovno se temu reče štimunga, ne? Nek občutek, da se ne ustavljaš, da ne ponavljaš. Ne? Je pa res, da komontiram večino stvari, ki jih delam, raje vzamem cele kose ven. Se pravi, jaz zelo malo teh fines popravljam, ki je pa nekaj dolgočasno, pa tako zgine tudi po 5-10 minut kdaj. No? To je pa do poslušalca fair. Poleg tega, kar ti delaš in ti s kolegi na mreži, koga še ti poslušaš v Sloveniji? Recimo zdaj, meni so ful fajne številke. Slavko. Ja, Slavko, ja. Ne, jaz moram reči, da v bistvu slovenskih, tako z redkimi izjemami res ne poslušam, pa čisto zaradi tega, ker to je pa najslabši del tega, da delaš podcaste, ne. Tam pa ni to sekundarna dejavnost, pa jaz ne moram sebe montirati, pa zraven nekaj drugega poslušati, to me pa malo ubija, no. Tako da imam zelo omejen ta čas, kaj lahko poslušam, ker pač toliko svojega, tako da imam pa dejansko ene 4 angleške podcaste, ki jih pa ne zamudim, no. Ampak mi tisti več ali manj ves čas pobere, ne. Hitro priporočilo, kaj je top? Jaz bi ljudem rekel, če hočete videti podcast, kaj vse lahko podcast je, pa tisto, s čemer se več ali manj vsi primerjajo, ko hočejo delati neke take zgodbe, ki so zelo zaključene, pa dobra montaža, je to Radiolab, no. To je ena, v bistvu, bom rekel, oddaja o znanosti, ki je več kot to, če pa z neko tako čisto pogovorno, da bi izpostavil, je pa reconcilable differences. Sta pa dva človeka, ki se pogovarjata o vsemu. Zdaj pa ne vem, kaj točno to pomeni, ampak meni je všeč, a to šteje. Malo, ok, to bo šlo ven, v redu, naprej? Ne, to ostane in to bomo šli zdaj vsi poslušati. Še to mi povej, zakaj si ti sploh začel delati podcaste? Zato, ker sem hotel nekaj delati samo na internetu. Ker se mi zdi, da mora tudi dobre vsebine, mora tudi samo na internetu obstajati. Drugače se nam slabo piše. No. In koliko je najdaljši tvoj podcast? Kar si ga naredil, ne kar si ga poslušal? Kakšna ura pa pol bi si upal reči, no, tam nekje okoli se vrti.
ne me bo vprašati, ker ne vem več, ker sem toliko posnel, da pa to ne da se hvalim, ampak Tako je, to so dejstva. Ne, jaz dejansko, zdaj, kad te intervjuje delam, do zdaj sem jih 180 naredil, včasih dobim idejo, on bi pa lahko bil, pa vidim, da je že bil. Vidim, da je bil 5 let nazaj že, ja. Tako da res ne zaupam več spominu svojemu sploh. Tako da vidiš, pa ti še sam ASMR ostane. Ja, ASMR bom slejko prej začel delati, ja, to. Rašide pa glavnike rabim. Dobiš. Ok, hvala, Neža. Vse za to, da to slišimo. Ja. Anže Tomič Tomo, podcast Sultan. Najlepše hvala za ta pogovor. Ja, hvala tebi, Neža. Tako revna sem, da niti vzdevka nimam. Vi pa odspod napište, koga še moramo imeti v tej oddaji. To je to. Se to gre vse van. Ne, to mora v steklon, to je najbolj.